Živijo, lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Jaz se že malo norce prijema iz vsega tega. Ne, sej se ne. Nov dan, ob torkih imamo pa torkova predavanja, ne. Imel sem eno dobro idejo, zato ker se pač proba ta svet na mene na nek način vplivati, pa mi reči, zdaj si tle si brihten, ne, tlele pa vidiš, delaš takole, pa tamle delaš takole. In mi proba očitati svašta. Jaz sem rekel, da preden bo dobro, bo postalo še slabše. Zakaj? Zaradi tega, ker narcisi izgubljajo, ker zlo izgublja in ne bo se predalo samo od sebe. Če se spomnite vseh protestov, jo pa vlada gor pa dol. Ne more, diktator ne bo odstopil, kaj nam ni jasno, ne? Diktator se je odločil biti diktator in pa lahko 1000 ljudi kriči, bež dol, diktator ne bo odstopil. In tako je isto zdaj z lažnivci, oni tiščijo svojo zgodbo, agendo in probajo nam napičiti, da smo mi blesavi. In pazi, ker tako razmišljam takole zjutraj, pa dobim en tekst, ki je sicer Google prevajalnik, pa jaz se ne bom boril, ampak dobili ste pogojeno, da verjamete, da je njihov strup zdravilo. Govorim o cepivu in govorim o vseh tabletah na recept ali pa brez recepta. Vse, kar smo že obdelali, nafta plus kemija ni za usta, kar se mene tiče, pač ne. Regrat bi pa šel. Pogodili so vas, da mislite, da je njihova indoktrinacija izobrazba. Mi smo vsi indoktrinirani. Izobrazbo se zdaj probamo začeti učiti, sploh še ne vemo, kaj vse se moramo naučiti. Sem malo svetu, me težko vidite. Sej me ne rabite. Pogojeni ste bili, da verjamete, da je njihova propaganda novica. Novice niso novice, novice so propaganda, nič drugega. Indoktrinacija pa izobrazba, imamo. Najhuje pa je, da ste bili pogojeni verjeti, da so tisti, ki se zavedajo prevare, vaši sovražniki. Imamo? Naučili so človeštvo, da če se pojavi nekdo pa reče, tole je pa prevara, oni rečejo, tole je tvoj sovražnik. Tole je tvoj sovražnik, ki govori o prevari. Torej, jaz sem daleč največji sovražnik sistema, se strinjamo. Najhujše pa to, da tudi mnogo ljudi, ki bi se morali zbuditi, me vidi kot sovražnika, ker so tako naučeni, ker mislijo, da jim bom kar kaj hudega naredil. Jaz pa jim probam razložiti, pedofilijo delajo tvoji šefi in njegov pravi, ne, ti si moj sovražnik, ker tako grdo govoriš. Ni dobro, ne? Zelo kočljivi, nezavidljivi situaciji smo se znašli vsi skupaj. Ampak tisti, ki se prebujamo, smo tudi vse močnejši in znamo to vrstne napade odbiti nemudoma. Zaradi tega, ker se zavedamo, kdo smo in nam je kristalno jasno, v kakšnem jajcu smo živeli, v kakšnem zajčniku smo se rodili, bili v njega indoktrinirani in v njemu sprejemamo propagando. Jaz sem audioinženir in sem stvari poslušal, in sem delal v medijih, torej vem, kako mediji funkcionirajo. Jaz tega ne govorim na blef. Jaz sem bil v zdravstvu in vem, kako razmišljajo doktorji, tudi tisti, ki sem jih imel za dobre ljudi, pa še profesionalne zdravnike in dobri so bili, tudi priznani. Vnebovzetje se dogaja, čistijo se stvari in med tem čiščenjem marsikaj odpade in tam, kjer odpade, ostane praznina in to praznino se zdaj vsak pri sebi trudi nekako zapolniti. Ampak to nimamo kaj zapolnjevati, ker se zapolni samo z ljubeznijo in z ničemer drugim. Sam je treba ujeti v trenutku, v vsakem trenutku, ne čez 2 uri, ko bom tlele posesal pa pomil, ne. V tem trenutku
je treba začutiti in lepoto, in bistvo, in smisel obstoja, namen tega, da smo tle in da je lepo. In evo, jaz probam dopovedati vam tudi, da ne rabite vi hoditi v Tibet, pa delati tako in biti tam 30 let zaprti. To je nad tega. Dejstvo pa je, da se prehod in klik in flash zgodi v samoti in tišini. Jaz sem rekel, da mera ne boste doživeli v 14 dneh, da boste rabili kar malo več se umerjati, da boste prišli do svojega pravega mera. Ampak to ne pomeni, da morate pa zdaj vi sedeti nepremično in mižati in ne vem kaj. Gre za to, da imate vi notranji mer, da ga vzdržujete, da ko pride nekdo ga zmotiti, da mu rečete, no, tole pa ne kupim tega, ne mera. Da se živeti med ljudmi in vzdrževati svoj mir. Da se, ampak v štartu pa ne. V štartu pa ne. Pa da ne bo kdo mislil, da mene živ Bog ne more stera flikant. Me. In točno tisti ljudje, ki me ne bi smeli. Me. In mene ne prizadanejo sovražniki, prizadanejo me tisti, ki sem jih imel rad. Pa ne samo mene, pri vseh se to dogaja. Rad bi dopovedal, da življenje ni tibetanska odpoved vsemu, pa biti v celibatu, pa zaprt sam sabo celo življenje. Ne, point duhovnosti je biti hobit. Poznate, ste gledali Gospodar prstanov, pa hobiti. Njim je veselo, življenje enostavno, majhno, veselo, zabavajo se. Biti zvedav, biti radoveden, inovativen, ustvarjalen, sodelovati, delovati in živeti s polnimi pljuči. To je bistvo obstoja, biti tukaj. Mi nismo prišli sem dol zato, da bomo trpeli. To je Satanova ideja. Tudi nismo prišli zato sem dol, da bomo sami, ker mi smo kolektiv, mi smo eno in mi želimo skupaj obstajati. Vendar nas je Satan razdelil in naredil dualnost. Začel sem, naredil je tako, da tisti, ki vas proba opozoriti, kaj je na nevarnost oziroma na prevaro, tega zdaj vi označite kot sovražnika. Pa to ni res. To ni res. Jaz nisem nikomur sovražnik, marsikomu pa trn v peti. Ampak sovražnik pa ne, ker iz mene ne izhaja nobeno sovraštvo do nikogar. Jaz sem debelo gledam, si mislim, kako bogi so ljudje, kako bolani so umi, kako so se prodali, kako so se zastrupili, ali so pa pogodbe podpisvali. Ne vem. Skratka, enim se ne da in pač nočejo. Pa saj smo to že definirali, mislim, da včeraj ne bodo šli vsi z nami naprej do konca. Eni se bodo poslovili v tej točki prehoda, eni se ne bodo mogli očistiti. Žal tako je. Ideja je, da nas gre čim več naprej. Ideja je, da tisti, ki začenjate preskakovati, da greste z nami naprej, da se vam pomaga v tem procesu. Seveda največ boste naredili sami, itak, sami s sabo, ko se boste umirili in tako. Rad bi vam povedal, da ne rabite plačevati nobenih terapevtov in nobenih stricov in tet in čarovnic in jaz ne vem kaj, da boste kam prišli. Jaz glih tako pijem kavo, glih tako še čike kadim, sicer malo manj, glih tako spijem rad kozarec vina ali pa 3, ne. Ampak to ne pomeni, da zdaj pa ne morem dosegati duhovnosti. Jaz tudi če kdaj kakšno klobaso čoknem, pa se bo lahko zdajle takoj začnemo zatikati, dokler ješ meso, ne moreš iti duhovnosti. Ne vem, jaz cel grem, pa se ne grem duhovnosti zdaj tako, ampak duhovnost kot življenje, kot razumeti notranjost sebe, svojega duha, to ni noben zen. Duhovnost smo si narobe predstavljali, no. Duhovnost je čist narobe so nam jo predstavili. Ni to biti zdaj čist out iz tega sveta. Duhovnost je biti popolnoma prisoten v tem svetu, z mislimi, dejanji in v pogovoru, ko vidim, ko se pogovarjam. Od nekdaj sem rad bil prisoten
Ko smo se pogovarjali, sem zmeraj rad bil prisoten, nisem jaz tako telefon štrcal, pa Ampak zdaj pa jaz pogoltnem sogovornikove besede, jih dobim tle not, pa pol z njimi zoperiram nazaj in meni se ti pogovori postajajo tako veselje, tak balzam, taka globina. Seveda z ljudmi, ki so odprti, z ljudmi, ki so pa zašraufani, pa ne pridemo pa nikamor. Pravzaprav smo ugotovili, da se nimamo kaj dosti ment. Nič, se nimamo kaj ment, zato se pa pač ne, ker se nimamo kaj. Ne rabite iti v celibat, ne rabite iti na 3000 metrov nadmorske višine, rabite pa začutiti, kaj je vaš mir in ga znati vzdrževati in ne dovoliti, da ga kdorkoli štrcne. Pazi zdaj, jaz sem si imam par alinej. Dvig se zgodi v tišini in v samoti. Da, meni vsakič do zdaj. 6krat sam pa v tišini. Ampak zaradi tega, ker sem rekel dosti in sem pobral šila in kopita in sem šel za 2-3 dni in bil sam sabo, brez telefona, brez vsega. No, tam sem pa dobil v glavo. Ampak to je samo en izmed seštevkov, bom rekel, en boljših seštevkov v življenju. Teh seštevkov mora biti več, zaradi tega, ker je tudi več plasti, preden pridemo skozi. Sej mislim, da noben od nas pravzaprav še ni čist skozi, se pa borimo in prebijamo zdaj skozi to tančico neznanega prehoda v nebovzetja. Ja, starega sveta ne bo več in poslovite se od starega sveta in od starih odnosov. Spustite vse, česar ne rabite. To so drugačna vodila od unih gor. Ne morete živeti vi z narcisom. V toksičnem odnosu vi ne morete živeti, ne morete miru imeti, ker narcis je tam z vami zato, da vam ta mir cel život vam ga prca. Zato pa je tam. On vas je najdel, da vas pije. Ker ve, da vi imate, on pa nima in on to nujno rabi. In morate se odločiti, če hočete videti naprej, morate temu človeku reči čao. Ne ga nagobac, nič ne nuca. Narcis komaj čaka, da ga boste nagobac, da vas bo pa parjal v policiji, pa imate nasilje v družini, pa vi boste leteli v zapor ali pa na CSD. Narcis ne, ker so tudi na CSD-ju, pa vsa ta veriga sistemska je vse ta ista filozofija. Narcis podpira narcista. Narcis podpira narcisa. Iste vrane. Kako že iste ptice skupaj letijo? Jager jagru, stolček gor drži. Ne? Poslovite se od odnosov in spustite vse, česar ne rabite, da se lahko približate izvorni energiji. Evo, takole je šel ta stavek. Izvorna energija je nekaj, kar se vidijo kot cine. Klinca se vidijo. Izvorna energija je tisto, od kjer smo in kdor smo. In tam spadamo in tam pripadamo. Satan nas je od tam odpopal. Ni želel, da mi to imamo, ker smo mu nevarni. In zato je on en star preverjen načrt uporabljal ves čas. Dobro, v tej koroni je šel pa res čist do zadnjega koraka in zelo pomembno je, da se zavedate. Satan se je tisočletja skrival, shadow work, je delal iz pozadine, iz teme, od odzadej, ne. Nikoli se ni noben izpostavil, jaz sem pa Satanov pomočnik, ne, noben ni nikoli tako rekel. Zdaj v tej koroni je bilo pa to njihovo zaključno dejanje in so rekli, ne rabimo se več skrivati, ker bomo pokončali planet, tako da gasa. In kaj se je zgodilo? Ti pripadniki Satanovi so se izpostavili, se ne skrivajo več. Vi niste vedeli, da sodelujejo s Satanom, zdaj pa veste, sekundo rabim. Nekaj se mi je napolnilo. In zdaj, ker mi te podpornike Satana lahko vidimo, je nam ful lažje.
mi lahko gremo, lažje jih definiramo in ne bom rekel obsodimo, ampak rečemo, ja, drži, ti delaš, ti si narcis, ti delaš za zlo, imaš zlo v sebi in ti deluješ proti meni. Zakaj? Ker mi piješ energijo. Piješ mi energijo, provociraš me, da bom ja v enem momentu v bolu. Ne? Jaz provokacije poznam, pa nisem vedel, da so bile provokacije. Prijazni ljudje so bili provokatorji, čisto na počas so me. Tako da zdaj imate možnost videti direkt bando pokvarjeno in večji del njih se je začel skrivati, ker se zdaj so ugotovili, ne, da ne zmagujejo, ne? In so se začeli skrivati zelo močno. Ne vem, koliko vi opazujete okrog sebe, ampak na ulicah, vsaj pri nas, je bistveno manj ljudi, kot jih je bilo. Ja? Okay. Ta prehod, kjer se mi nahajamo, sem že večkrat omenil, je čiščenje. Čiščenje vsega, sem rekel, poslovite se od vsega in spustite vse. Zdaj ta vse niso samo odnosi, gre tudi za stvari in lokacije. Stvari in lokacije. Kar ne rabite. Po drugi strani pa vse, kar rabite, imate že sabo. Tako da ste prinesli sabo. Tako da zavedajte se, da vi, če bi imeli nič, bi imeli že vse. Vse, kar imate iznad tega nič, je samo navlaka. No ja, nič izglih tako. Pomagamo si. Zdaj bi butasto rekel, pa kaj ti bo miška, ti je pa navlaka. Ne, ni, saj računalnik rabimo, seveda ga. In še kaj. Pa še kaj rabimo, tudi za obleči rabimo, veš, da rabimo. Ampak generalno, če bi se zdaj postavil jaz v sred gozda, tam ne rabim razen nošča pa vžigalnika, se mi zdi nič. Vse bi se dali zrespedenati. Jo, seveda nekaj znanja pa je. Mal gremo v ekstreme. Rad bi vam dopovedal, da ni jahta najpomembnejša stvar in da vas recimo skrbi, zakaj ima avto eno črtico, eno rajso. To je bedarija brez primere, ker pazi, ne, tu bom drugače prišel. Preveč se ukvarjamo s stvarmi, ki so nepomembne. Ne? Imam nož, ti posodam nož in pa mi ga vrneš in gledam, če si kakšno rajso naredil. Mislim, bedarija brez primere. Ne rabim tacga noža si sposoditi sploh. Ne? Kar neki. To čiščenje, proces čiščenja je v bistvu bolečina. Ni enostavno. Ne? Čiščenje ni enostavno. Zato, ker pridejo ven stvari, ki ste jih skrivali, tlačili dol, da ne bodo bolele. One zdaj prihajajo ven in morajo priti ven. Zaradi tega, ker rabite vi to izkušnjo bolečine, ker preko bolečine do zvest, preko trnja do zvest, ne moreš ti brez izkušnje bolečine doživeti nobenega razsvetljenja. V coni udobja ne. Zaradi tega je Satan dosti dobro skrbel za to cono udobja. Vse so že kdaj rekli, kruha in iger, ne? Ljudje morajo imeti nekaj, da je, pa se ne bodo odšpricali. Pa še razdeliš jih in lahko vladaš, kakor češ. To so stari reki, stare manipulacije Rima in tako naprej. In še prej nazaj, no, sej vsem šmolj. Hotel sem v bistvu današnjo temo nekje vrtiti okrog tega, da ne rabite biti monki v Tibetu, ampak da morate živeti življenje s polnimi pljuči, da to je tista prava duhovnost, da ni duhoven tist, ki je pa popolnoma miren in se ga ne da ziritirati in Ne. Duhovnost je živeti s polnimi pljuči na ves gobec, ampak živeti tisto, kar živite najrajš. Jaz pač ne plešem. Eni pa plešete tako radi in to je point, pleši, jaz pa pojem, pa mrmram. To pa ja, pa kitaro tudi rad poprimem, to pa ja. Pa tudi rovaram rad po našem jezeru, ker ga imam rad, ker to rad počnem, ne zato, ker moram. V bistvu je celo kontra, nihče ne želi, da to počnem. Jaz pa počnem iz inata, pa zato, ker delam to rad. In sistem nam je, pravzaprav ta zlobni sistem, je pobral ljudem vse tisto, kar imajo najraje. Pomislite nazaj v življenju. Tisto, kaj ste imeli radi, tisto ga ni. Tisto so vam vse pofrderbali. V mojem primeru je tudi tako, nič bat.
noč bat. Da ne bi kdo mislil, da sem jaz vse super, krasno, Matej pač krasno življenje in vse ok. Jaz vam bom dal tudi o tem, kako sem jaz šel čez stvari, kaj vse sem naredil. Sam ni še čas, pa bi vam ful rad, zato bi vam bilo lažje. Sem vam pripravljen to povedati tudi v ušesa direkt, tako javno pa ne še, ker se mi zdi, da so še napačno ušesa poslušajo tole. A ne narciski? Ferbci, blesavi, ej. Na tej poti prehoda pridemo do raznih dvomov, ne? Joj, kaj pa če tole narobe? Joj, to pa ne. Ej, pozor. Dvom je zelo, zelo, zelo močan občutek. In dvom uničuje sanje in dvom uničuje zavera napredek. Tako da, kadar se vam pojavi dvom, dajte se ustaviti, pa ne čim prej ta dvom dati stran, se pravi si razčistiti sam pri sebi, oziroma izbrati potko, levo ali desno. Dvom ne sme biti prisoten. Če bi jaz dvomil v to, da sem velik, pol bi bil majhen še zmeri. Se zastopimo. Govorimo o tem, da smo mogočna bitja. Narcisi bodo rekli, ne, ti si en navaden drek iz opice spašil ven. Tako. In ti dvomiš, da si res velik. A ne? In zaradi to je čisto enostaven magic spell, čarobni urok satana. A ne? Tako da dvom. Pa pogum, ne. Sreča je na strani pogumnih. Morate imeti pogum, morate zvleči iz sebe to odločitev. Meni ljudje pravijo, samo moraš biti kar pogumen, da se odlepaš od sistema. Ja, saj pravim, da to ni za vsakega. Zato ni za pičkice. Jaz bi bil toliko vesel, mislim, saj mi je všeč, ker vidim, da bojevniki in bojevnice se imenujemo, zaradi tega, ker smo neustrašni in brez dvomov in brez strahu gremo, ker vemo, da imamo prav. Odkje pa to vemo, ne vprašajte nas, nimamo pojma. Tle noter je gut feeling, a veste, prevod besede gut je črevo in gut je tudi bog, sam drugače napiše, eno je gut, eno je pa god. A ne? In gut feeling je v črevesju, je božji občutek, tam imate popek, tam ste bili pripopani na mamico, tam je bistvo vsega. Kadar je najbolj hudo v življenju, ziher spoznate ta občutek, je v želodcu vas stiska, ni želodec, ampak je tle v črevesju. In tam noter je tudi tisti občutek, ki ga morate poslušati, to je instinkt, to je intuicija, to je gut feeling, božji občutek. Ne črevesni občutek, se zastopimo. Dajte ga tudi poslušati, ampak če vam bo tam narcis, šef narcistični nabijal, pa tam še nekdo, da ste neumni, pa tam še da ste nesposobni, pa še tam preberete novico, da vas bodo popikali ali pa kaznovali neki. Ej, vi ne boste slišali nič tega božjega občutka, ne instinkta, ne lastnih misli. Ne? Calm yourself down, sem vam tudi že podal, Devin Townsend večkrat. Dajte biti pogumni, pa umirjeni, ker v miru boste lahko kam pripeljali. En dober tekst sem si prejle nastavil, pa sem mogel iti nekam naprej in sem ga izgubil. Mi je žal, ga bom pa drugače vam predal. V miru boste dobili odgovore, a ne? Saj sem nekako imam, ko sem del tega, pa jaz imam napisano to, kar sem vam hotel povedati, bravo. Resničnost je projekcija misli, misel pa je projekcija zavesti. Tam je zavest, mi jo vidimo, dobimo kot misel, to misel pa potem lahko, s to mislijo pa potem lahko realiziramo. Če si dam tak beden primer, moja želja je skuhati si kavo, misel kava je pa džezvo, pa vodo, pa šalčko, pa plin, pa tako naprej. Hočem reči, da tisto, kaj pride v misli, je del zavesti in vi morate to slišati.
Zdaj, če pa poslušate televizijo, pa so vaše misli nafutrane z neko projekcijo, ki jo je Satan sestavil kot, kaj smo rekli, indoktrinacijo oziroma propagando. Ne? To pa ni prava misel, ki jo vi sabo nosite čez dan. Vi morate svoje misli ujeti, o tem smo se pa včeraj pogovarjali. Dream catch. Ujemi misli, ujemi sanje. V miru, brez miru ne bo šlo. Zato vam želim, da se umirite, da se res strupite in ujamete misli. Če pridejo težke bolečine na plano, dajte jih spustiti, naj grejo. Naj grejo naprej in ne jih analizirati in se vrtiti z njimi, ker smo v tako magnificent času, tako čudovitem času se nahajamo, da tisti, ki ga razumemo, ga lahko uživamo na polno. Tisti, ki pa trpijo, pa zdaj trpijo na polno, ker se soočajo s svojimi težkimi stvarmi in gledajo v tla in jim je bedno, res jim je, pa tudi njim želim, da bi se umirili pa očistili, ampak imajo toliko dreka, da se bojim, da jim ne morem pomagati. Ker morajo iti čez bolečino svojo. Kakorkoli. Bodite fejst, držite se, pite vodo, sezujte čevlje, ne sončnih očal nositi, nastavite kožo soncu, ne se mazati s kremo, ker me nič ne nuca. Pa še kaj bi vam lahko povedal, pa ne bom. Bodite lepo, pa se vidimo. Čau!